Naš prvi zaključek je, da se Slovenija mora aktivno vključiti v nekatere za EU ključne razprave na evropski ravni, a istočasno pomesti pred domačim pragom. Če povem drugače, EU moramo pričeti dojemati kot stvar notranje politike, ne zunanje, okrepiti vsebinsko koordinacijo o EU zakonodaji in njeno parlamentarno dimenzijo. Brez tega bomo ostali preslišani. Pri tem pa se seveda moramo zavedati geografske, tudi demografske realnosti Slovenije, da naš vpliv pri velikih vprašanjih bo vedno omejen. Seveda pa to ne sme postati razlog za to, da bomo pasivni, ampak nasprotno, potrebno je pričeti iskati te alternative, o katerih bomo danes tudi govorili in zato smo tudi danes tukaj. Sam sem realistični optimist, kar pomeni, da ne pričakujem nekaj zelo veliko. Se pa strinjam s temi deli zaključkov, ki se nanašajo na to, da nimamo boljše alternative, kot je Evropska unija in da je treba znotraj vsake formacije Evropske unije poiskati tisto, kar je za nas ugodno, kar pomeni izvice iz odnosov center in periferija ali pa v bistvu te delitve vzhod-zahod na takšen ali drugačen način. Ta druga delitev nam ne paše, je precej ideološko-geopolitična, dajmo tako reči. Oni prvi se pa možno izogniti zgolj na ta način, da čim več znanja lastnega vključiš in res najboljše ljudje na ključnih mestih. Tudi zaradi tega mi je zdaj že v tem mandatu bo potrebno, vsaj po mojem, postaviti nastavke za naslednje predsedovanje in to takšne, ki jih noben ne bo več šel potem razstavljati na prav faktorje, zaradi tega, ker jih je napačna politična opcija postavila. V kakšni situaciji smo in kaj je v bistvu po mojem prostor za ta, ki je nastalo veliko prostora za populizem, za demagogijo. Imamo zelo resno vprašanje, na katero ni enostavno poiskati odgovore in pa po mojem smo se tudi v politiki, tej establishment politiki, malce polenili ali pa enostavno mislili, da bo šlo po stari poti vse naprej. Drugo, kar mislim, da je na nek način še vedno problem, je ta še vedno precejšnja razlika znotraj Evropske unije. Spravim, ali pa da parafraziram to, pogled na Evropsko unijo iz Luksemburga je precej drugačen kot iz ukrajinsko-poljske meje. In mislim, da ta proces, kjer se moramo malce bolj spoznati, pa malce bolj tudi spoštovati, pa na nek način te razlike še vedno upoštevati. Več kot 65% Evropejcev si želi Evropske unije, si želi povezovanja. Popolnoma drugačna slika pa je, kakšno mnenje Evropejci o evropski politiki in smeri, ki jo je ubrala aktualna evropska politika. Tukaj je pa mnenje seveda bistveno in diametralno nasprotno, gre pa v minus. Tudi, če rečem, izbira evropskih voditeljev je včasih kompromis, ki ne prinese vedno najboljše rešitve. In mislim, da, ko bomo govorili o prihodnji Evropi, kar bomo tudi glede na te številke, ki sem jih omenil, bomo morali spregovoriti tudi o pristojnosti inštitucij za to, da če želimo imeti delujočo Evropsko unijo, moramo imeti tudi delujoče institucije, ker je za mene nevzdržno, da imamo Evropski parlament, katerega odločitev lahko mirno pohodi svet. Definitivno se mi zdi ključna vloga liderja. Včasih mogoče tako čudno slišati enega, ampak ta ima somišljenike okoli, ima tim. In če se tak lider ne bo pojavil, jaz verjamem, da živi med nami, da tudi tu v dvorani so ljudje, ki bi bili v manjših skupinah seveda to sposobni popeljati naprej, ker tudi v manjših skupinah rabimo liderje, da stopimo korak naprej. Se bo pojavil to, kar si ne želi nihče od nas, sem prepričana tukaj. Se bo pojavil glitko karizmatičen lider, z prejšnjega stoletja imamo v Evropi izkušnje in tega mislim, da si ne želimo. Zato rabimo pogum, da se res vsi zelo proaktivno tega začnemo lotevati. Če me ne bi bilo strah, ne bi danes bila tukaj, ker to ni ravno moje področje, ampak se mi zdi, da vsak od nas bi mogel prevzeti to odgovornost, se začeti proaktivno obnašati in iskati rešitve. Ja, tudi tele spoštovani gospodje definitivno ne morejo sami rešiti zadev, smo slišali,
mi vsi se moramo aktivirati. Pač Evropsko unijo graditi takoj po drugi svetovni vojni je bilo nekaj izjemnega. So se seveda lahko ljudje enostavno poistovetili s tem, zato ker je bila to neka mirna tvorba, neko ogromno sodelovanje po letih vojne. Vmes se mi pa zdi, da je Evropska unija ratala nekoliko preveč totalitarna, pač precepirana kot neko orodje, kot nek sistem prostega trga za večino ljudi, da je bilo to vir neke inspiracije. Da se mislim, da rabimo tukaj neke bolj progresivne programe iti še dlje v grenje Evropske unije in to predstaviti na način, ki bi lahko ljudi navdihoval. Ne delamo na tem, da bi dejansko gradili evropsko identiteto. Dovolj. Tudi moramo se spomniti, da nacionalne države in nacionalne javne sfere niso nastale iz enega dneva do drugega, ampak so bili to realni politični projekti, ki so trajali desetletja, stoletja. In zakaj še danes nimamo recimo nekega evropskega javnega medija? Jaz mislim, da zato, da gradimo mi resnično evropsko javno sfero in da se ljudje lažje identificirajo s tem, rabimo tudi take pobude. Pa konec koncev tudi več povezovanja tudi na gospodarskem stališču, ker še vedno ne gremo dovolj daleč, ker še vedno nimamo enotnih trgov, ko pride do intelektualnih pravic, ko pride do telekomunikacij, bančništva. Pač imamo tudi te poskuse, kjer Evropska komisija naredi marsikaj, potem pa to razvodeni, ko pride do Sveta Evropske unije in države članice zopet pač razvodenijo celo to zakonodajo zaradi določenih nacionalnih interesov. Če želimo biti konkurenčni, mi ne moramo nove infrastrukture delati, ker ta je narejena. Vsi uporabljamo iPhone, vsi uporabljamo Google, vsi uporabljamo Facebook, to je nova infrastruktura. Se pravi, moramo biti med prvimi, ki se preoblečemo v njo. In če bomo hitrejše to naredili kot Avstrija, bomo šli njih učiti, pa njim pomagati to narediti. Bo to izvoz. Če ne, bo nisem prišli. Bomo samo služili. In to je potrebno danes razumeti. Enkrat mi hardware postavimo, robote in pa proizvodnjo energije, je to 40-50 let dela. Potem tudi vprašanje, če moram še mi delati, da gre za neko novo renesanso človeštva, ampak do tja je treba prijeti in ta predlog na koncu, nek univerzalni temelj dohodek je samo amortizer, ki nam bo pomagal pri tej tranziciji, da ne bo ta strah ratal rjovenje ali pa celo grizenje.